Zanima me, gospod Selan, kako ocenjujete letošnje prijave na razpis za energetsko učinkovite projekte? Torej, na letošnji razpis, ki je bil letos že 17., je prispelo 15 prijav. V celoti, v vseh 17 letih pa se je kar 284 organizacij potegovalo za priznanje nagrade častnika finance. Od tega 106 podjetij za nagrado oziroma priznanje za energetsko učinkovito podjetje. Na letošnjem natečaju smo uvedli poleg ostalih tudi novo kategorijo, in sicer kategorijo promocijskih projektov na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. Lahko poveste kaj o zmagovalcih? No, mi smo, torej naša 5-članska komisija, ki se stoji iz kompetentnih strokovnjakov iz področja strojništva, gradbeništva, elektrotehnike in pa organizacije dela, se je odločila po daljši razpravi za zmagovalce v posameznih kategorijah, in sicer v kategoriji projekt učinkovite rabe energije za leto 2013 se je komisija odločila, da da priznanje ljubljanskim mlekarnam za projekt izkoriščanja odpadne toplote, sterilizacijo in pripravo tople vode. Na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov v stavbah se je komisija odločila, da je najboljši projekt na tem področju poslovni nizkoenergijski objekt Kobra v Šentjerneju na Dolenjskem, ki se odlikuje po številnih ukrepih učinkovite rabe energije, poleg tega pa skoraj v celoti pokriva ne samo potrebe po oskrbi z energijo, za ogrevanje in hlajenje, ampak tudi ostalih potreb za svoj proizvodni proces iz obnovljivih virov energije. Na področju promocijskih projektov pa je komisija se odločila, da bo dala prvo nagrado promocijskemu projektu firme Informa Eho iz Ljubljane. Gre za računalniško aplikacijo, uporabi manj Moj energetski svetovalec, ki je namenjena svetovanju, torej dejansko samo svetovanju obiskovalcev z področja gospodinjstev, javnega in storitvenega sektorja, pa tudi prometa.